Torej, nadaljujemo z drugim delom današnje konference, kjer bomo z zanimivimi gosti bolj podrobno spoznavali nekatere dele izzivov, ki jih prinaša digitalizacija, od delitvene ekonomije do pametnih mest, pametnih vasi, blockchaina, spoznali bomo podjetje Economy. Tako da za začetek pa vabim, da se mi pridruži gospa Teja Jarc iz sindikata Mladi Plus. Gospa Jarc, lepo pozdravljeni, hvala, ker ste se odzvali našemu vabilu, da se nam pridružite na tej konferenci. Pozdravljeni. Pa bova kar začeli z vprašanjem avtomatizacija, robotizacija, delitvena ekonomija. To se sliši zelo zapleteno, kaj pa v praksi pomeni za nekoga, ki je mlad in ki prihaja na trg dela? Ja, jaz mislim, da digitalizacija zagotovo prinaša izjemne potenciale, kar pa mi predvsem opažamo, pa je, da je digitalizacija prevečkrat povezana s prekarizacijo. Torej s tem, da za nekimi digitalnimi platformami stojijo delodajalci, ki pa se izogibajo te svoje odgovornosti kot delodajalci. Da morda nudijo možnosti za neko delo, ampak se pa moramo vprašati, kakšno delo je to. Ali imajo ti delavci potem pravice, ali imajo zavarovanje, ali vse to omogoča, da si še lahko vzamemo prosti čas, ali moramo biti vedno na voljo. Ali to omogoča, da imamo plačano bolniško, ali to omogoča osnovne neke delovske pravice do združevanja, do 8-urnega delovnika, do seveda dopusta, regresa in vse te zadeve. In kar nas predvsem skrbi je, da mladi smo vse bolj podvrženi tem nekim prekarnim oblikam dela. Slovenija je recimo na samem vrhu, kar se tiče razširjenosti med mladimi. In nažalost digitalizacija omogoča vse to brez prave odgovornosti tistih, ki nekako vodijo te platforme. Pa bom kar jaz odgovorila na vsa tista vprašanja, ki ste jih našteli, na večino, ki ste jih našteli, je odgovor ne. Odgovor tistih, ki takšne storitve ponujajo, pa je, to vam na eni strani omogoča ogromno svobode, lahko se posvečate številnim različnim projektom. Zakaj mladi s tem niste zadovoljni? Jaz mislim, da gre tukaj predvsem zelo velikokrat za neke mite, da mladi hočemo biti svobodni, da nam ta varnost in stabilnost nič ne pomenta več v današnjem času, kar pa v resnici je mit. Mi smo naredili raziskavo med mladimi brezposelnimi pred Zavodom za zaposlovanje in tam smo mlade spraševali, katero obliko dela bi si najbolj želeli. In 92% mladih je rekli, da si najbolj želijo zaposlitve za nedoločen čas. Ker jim edino to omogoča, da se lahko celijo od staršev, da se lahko samosvojijo, da mogoče dobijo celo kredit v banki in s tem ali plačujejo najemnino ali pa seveda kupijo neko stanovanje. Tako da jaz mislim, da mladi velikokrat še vse imamo to potrebo po neki stabilnosti. Smo jih pa potem seveda naprej spraševali, katere oblike dela ste pa vsem pripravljeni sprejeti, in tukaj se je pa pač pokazalo, da smo mladi pripravljeni sprejeti karkoli. Smo pripravljeni delati seveda bolj fleksibilno, smo pripravljeni delati v prekarnih oblikah dela, smo pripravljeni delati delo, ki sploh ni v skladu z našo izobrazbo, se prilagajati, za manj denarja, več, hitreje, samo zato, da bi lahko nekaj delali. In nažalost nas to potiska v tako stanje, kar pa še ne pomeni, da je to izbira. Jaz mislim, da mladi vse to počnemo in res vse to počnemo, vprašanje pa je, če smo sploh kdaj imeli izbiro. Jaz mislim, da tisti mladi, ki imajo na mizi pogodbo za nedoločen čas ali pa neko drugo prekarno obliko, da bi se pač po mojem v največjih primerih odločili za neko stalno obliko zaposlitve. Torej, na eni strani želimo si pogodbo za nedoločen čas, na drugi strani realnost, večinoma prekarno delo. Kje pa je tukaj na sredini izobraževalni sistem? Koliko bi moral izobraževalni sistem mlade bolj kot jih doslej pripraviti na te oblike dela, s katerimi se potem soočijo, in kje so potem tudi drugi sistemi, od bančnega pa še do marsičesa, da bi pa vendarle v ozir vzel tudi te prekarne zaposlitve dela, morda s pomočjo države, z garancijami, in jim vendarle omogočil, da pridejo do stanovanja, da pridejo do kredita? In po mojem mnenju zagotovo se ne smemo vsi prilagajati tem nekim novim izkoriščevalskim oblikam dela. To bi bilo namreč izjemno napačno, če bi vsi dvignili roke od nekih že doseženih pravic. Od tega, da imamo pravico, torej ja, do 8-urnega delovnika, do vseh socialnih pravic. Tako da jaz tudi mislim, da izobraževalni sistem seveda more mlade opolnomočiti, zato da bodo lahko bolj kompetentno vstopili na trg dela, jih more seznaniti s priložnostmi, zagotovo pa izobraževalni sistem ne sme biti samo v funkciji trga dela. Pravica do izobraževanja je univerzalna pravica, ki mora biti nevezana na to, kakšne so trenutne razmere na trgu dela. Jaz mislim, da bi mogel bolj mlade seznaniti in izobraziti o tem, katere pravice imajo, kako se zanje postaviti, kaj jih torej čaka, ko se osamosvojujejo, in seveda to, da bi bili pač tudi mladi močni in seveda mogoče kdaj tudi
pristali oziroma zavrnili kršitve. No? Zato, kar mi opažamo je, da mladi se seveda tudi sprijaznijo s kršitvami. Kljub temu, da morda že vejo, da se jim krši njihove pravice, so vsem se jim sprijaznijo. Tako da mlade je treba bolj opolnomočiti na tem, da se bodo postavili zase, ne pa zato, da se bodo upogibali in bili še bolj fleksibilni. Ko smo že ravno pri tem postaviti zase, na koga se pa pri tem lahko obrnejo? Kakšna je v današnjem svetu vloga sindikatov? Pogosto slišimo prav od mladih sindikalne organizacije, ki se zbirajo za 1. maja na Rožniku, na moje potrebe ne odgovarjajo, jaz kot prekarni delavec v tem sistemu nimam kaj početi. Ja, seveda, sindikati smo tiste stare strukture naših dedkov in babic, ki smo velikokrat odmaknjeni predvsem od mladih. In jaz se popolnoma strinjam in to v resnici je neko videnje mladih do sindikatov. Ampak po drugi strani pa mislim, da ravno naš sindikat pa mogoče razvija te neke mite. Mi smo sindikat mladih brezposelnih in prekarnih delavcev. Mi želimo zastopati ravno torej tiste, ki drugače niso zastopani v teh procesih. Jih želimo združevati, zato da se bomo lahko skupaj povezali in uprli samo temu. Zavedamo se, da nove oblike dela seveda predstavljajo množico delavk in delavcev, ki so tam zunaj, ampak njihovi interesi niso niti slišani, kaj šele uslišani. Tako da jaz mislim, da tudi sindikati se spreminjamo, da zagotovo se moramo tudi sindikati spreminjati in začeti naslavljati vse te nove oblike dela, če res gre za nove oblike dela in seveda združevati tudi te delavke in delavci. Jaz mislim, da seveda odgovornost tukaj na vseh stranih, tako na strani sindikatov, da se malo bolj odpremo, kot seveda na vseh teh ljudi, da morda ne začnejo gledati na vse te zadeve kot na neko konkurenco. Verjamem, da izjemno težko je pač povezati prekarne delavke in delavce in SP-je, zato ker oni med sabo konkurirajo. Zakaj bi se torej oni združevali in borili za iste interese, če pa morajo v bistvu na trgu dela biti boljši od svojega kolega? Ampak na dolgi rok to znižuje standarde, znižuje nivo delavskih pravic in to zagotovo ni rešitev potem ne za enega, ne za drugega. Mogoče danes ti dobiš neko zaposlitev in neko priložnost, ampak naslednjič pa ne boš in tudi mogoče bo tista tarifa malo nižja. Tako da jaz mislim, da tukaj je odgovor res v tem nekem kolektivnem boju in seveda povezovanju. Kako pa vam pri tem vašem boju gre naproti ali nasproti zakonodaja? Ja, trenutno naša zakonodaja je izjemno dobra v tem smislu, da pač pove, da edina normalna oziroma prevladujoča oblika dela bi mogla biti pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas. Vse ostale oblike dela ne bi bila zgolj izjema. V praksi opažamo, da temu ni tako in da tudi predvsem inšpekcija na tem področju ne dela vsega, kar bi mogla. Izjemno premalo imamo inšpektoratov, zdaj pred kratkim smo sicer spremenili zakon o inšpekciji dela, ki daje več pristojnosti inšpektoratu, da lahko točno take kršitve zazna in potem seveda, da delavcu ponudi neko varnost, torej sklenitev pogodbe, kolikor obstajajo elementi delovnega razmerja. Se pa seveda vsi zavedamo pritiskov, predvsem strani delodajalske strani, da bo treba trg dela še bolj fleksibilizirati, še bolj odpreti, še zmanjševati standarde. Tako da jaz mislim, da tukaj čaka v Slovenijo in v bistvu vse države, ker smo konec koncev vsi pač povezani, še kar nekaj dela na tem, da se določene pravice zavaruje, da pa hkrati se odpira prostor za nove možnosti. Kako se pa s prekarnim delom spreminja družba? Prej ste rekli, mladi se ne morejo osamosvojiti, ni kreditov. Kaj se dogaja? Ja, čas mladosti se podaljšuje. Če so mladi včasih že, ne vem, po 20. letu začeli ustvarjati družino, imeli neko službo, zdaj temu ni več tako. Starost, ko se oseba prvič zaposli in ima redno zaposlitev, se pač pomika tja do 30. leta. Starost žensk, ko imajo prvega otroka, je 29 let, če se ne motim v Sloveniji. Vse to seveda vpliva na to, da smo vedno dlje mladi, oziroma mladi, tudi ko pač nismo več mladi, tudi ko pač bi že mogli nekako ustvarjati lastno družino, mogoče še vedno živimo pri starših. Vse te prekarne oblike imajo izjemno negativen vpliv tudi na samo zdravje ljudi. To se vedno bolj kaže, zdaj ko so te prekarne oblike vedno bolj razširjene, recimo te ljudje nimajo počitka, nimajo odmora, kar mi opažamo, da tudi SP-ji, torej samostojni podjetniki, brezplačne zdravstvene klinike opozarjajo, da najpogostejši obiski so ravno strani SP-jevcev. Torej tistih, ki morda zbolijo in si ne morejo niti plačati tistih nekih osnovnih prispevkov, niti zdravstvenega zavarovanja. Tako da jaz mislim, da to v resnici družbo potiska v to, da je vedno manj varnosti, vedno manj stabilnosti in na koncu to vpliva na zdravje, na osebno področje in to se bo prej ali slej začelo poznati tudi na ekonomiji, na tem, koliko prispevkov se plačuje. Ali bomo še vzdrževali solidarnostni sistem, pokojninski sistem. Vsi ti neki veliki sistemi, ki smo jih gradili toliko časa, so zdaj na malo bolj majavih tleh, bi jaz rekla.
Slišali smo prej že na prvem panelu, današnji trg dela je takšen, da nekako od študenta oziroma dijaka zahteva, da si sam ustvari delovno mesto, da on ponudi neko rešitev podjetju in potem podjetje reče, ja, tvojo rešitev pa resnično potrebujemo in preko tega dobi zaposlitev. Koliko je realen takšen sistem, koliko ljudi uspe v takšnem sistemu, pa kako dobro je podporno okolje okoli teh želja delodajalcev, da potem dejansko se mladi sploh znajdajo v tem sistemu? Zelo veliko pozornosti je namenjeno podjetništvu, pri čemer pa po mojem moramo razlikovati med podjetnostjo in podjetništvom. Po mojem je nerealno, da bomo vsi podjetniki, da si bomo vsi ustvarjali delovna mesta. Konec koncev tudi podjetniki potrebujejo delavce, ki za njih delajo. Tako da jaz bi predvsem mlade spodbujala, da seveda imajo ideje, da so inovativni, da si drznejo to predstaviti in povedati, ampak ne pa, da se celotno breme brezposelnosti predstavlja na te mlade. Ne moramo si vsi ustvariti sami svojih delovnih mest in bilo to tudi napačno. Kriza je udarila predvsem mlade. Zakaj je prišlo do krize? Zagotovo ne po krivdi mladih. Zakaj bi torej v bistvu samo mladi mogli prevzeti vse te posledice in imeti vedno mi tiste rešitve? Po mojem so prejšnje generacije, kakšni bančni sistemi, tajkuni, ugrabili zelo veliko tej državi in določenim generacijam, tako da zdaj mislim, da je naloga družbe, da skupaj rešujemo ta problem, ne pa da se seveda vso to breme prenaša na tiste najšibkejše. Druga želja novodobnih delodajalcev je, da preko sistema nekakšnih pripravništev dobijo ogromno enega dela opravljenega, ki pa je v bistvu neplačano. To se pri mladih podaljšuje tudi do takrat, ko so stari 30, 35 let. Kje pa so tukaj odgovori, kako zajeziti ta del problema? Ja, volonterska pripravništva je aktualna tematika že nekaj let, ker se res želimo truditi, da bi se to področje popolnoma prepovedali. Volonterska pripravništva so trenutno zakonsko še vedno dovoljena, vendar pa smo dosegli pred 2 leti dogovor z vlado, da se volonterski pripravništvo v javnem sektorju ne razpisuje več. To pomeni, da nihče ne more delati zastonj, niti pod pretvezo, da gre za nabiranje nekih delovnih izkušenj, da gre za prvi vstop na trg dela in da zato lahko mladi še malo delajo zastonj. Pač ne, če gre za delo, mora biti vsako delo plačano. Tako da jaz mislim, da v Sloveniji, predvsem v primerjavi z drugimi državami, kjer so volonterska pripravništva nekaj povsem normalnega, smo naredili zelo velik korak napram temu. Čakamo pa ravno sedaj Ministrstvo za delo, da tudi zakonsko prepove volonterska pripravništva in s tem seveda ne dopušča nobene možnosti, da bi kdorkoli še mogel delati zastonj. Avtomatizacija, robotizacija, vse te oblike dela, to naj bi po mnenju nekaterih prineslo neko novo družbeno pogodbo čez nekaj časa. Kako mislite, da se bo ta nova družbena pogodba v praksi izvedla? Mladi precej podpirajo idejo univerzalnega temeljnega dohodka, katere so še druge možne rešitve. Ja, avtomatizacija in robotizacija lahko seveda pomeni tudi ukinjanje določenih delovnih mest. Mogoče to pomeni manj priložnosti za zaposlitve. Ampak jaz bi se recimo poigrala z idejo, ki jo je pač predlagal Bill Gates, da premislimo o obdavčitvi robotov. Če se ustvarja neka dodana vrednost, če imamo vsi vsega več, če raste produktivnost in produktivnost raste v zadnjih letih, tudi v času krize praktično je produktivnost rasla, zakaj ne more biti torej družbena pogodba taka, da bi imeli vsi od tega nekaj več. Zakaj se torej ta profit, ta kapital kopiči v rokah posameznikov, ne moramo pa v bistvu vsi uporabiti to robotizacijo in avtomatizacijo za to, da bi sistem olajšal življenje. Univerzalni temeljni dohodek je lahko ena izmed možnosti, ampak se tudi tukaj pojavlja izjemno vprašanje, kaj bi to pomenilo. A bi to vplivalo na trenutne socialne transfere, ki jih dobivajo najšibkejši? Kakšna bi bila višina tega univerzalnega temeljnega dohodka? A bi res omogočal neko dostojno preživetje? Tako da jaz mislim, da dokler nimamo nekih bolj konkretnih predlogov, bi bilo mogoče zdaj težko oceniti, a bo to v resnici rešilo neke zadeve ali jih pa mogoče celo poslabšalo. Hvala lepa, gospa Teja Jarc, Sindikat Mladi Plus. Izvolite na naše fotelje, mi pa od varnosti delavcev v novi dobi, ki spreminja trg dela, gremo k varnosti na internetu. Z nami bo gospod Božič iz Sicerta. Lepo zdrav. Gospod Gorazd Božič, koliko Slovencev je na leto žrtev spletnih prevar? Lansko leto 2016, smo na Sicertu, na Nacionalnem odzivnem centru, zabeležili nekaj čez 900 spletnih prevar. Se pravi, čez palc 3 na dan. To je v bistvu kar nekaj, še posebej, če vzamemo v ozir, da prav Sicert pripravlja ogromno oglaševalskih akcij, akcij ozaveščanja uporabnikov interneta.
Pa se mi zdi, da potem, ko pa res smo za računalniškim zaslonom, ko imamo miško v rokah, da pa kar malo pozabimo, da je tista priponka na elektronski pošti kar naenkrat tako mamljiva, da pozabimo na nauke. Se to dogaja v praksi? Seveda. In digitalizacija oziroma digitalni svet ima tudi temno plat. Ne? To ne pomeni, da ne smemo jeti v digitalni svet, seveda ponuja ogromno enih priložnosti, ampak moramo se zavedati te temne plati in moramo iskati načine, kako v bistvu manjšati škodo tukaj. Ne? En del je sigurno ozaveščanje, ne? In to delamo, upam, da uspešno, ampak pri ozaveščanju je tako. Ne? Promet reguliramo že koliko, 100 let recimo, ne? In imamo tudi tam kampanjo ozaveščanja še vedno, ampak še vedno se dogajajo prometne nesreče, takšne in drugačne oblike. Zato v bistvu imamo zakonodajo, imamo odzivne službe, ki takrat reagirajo in poskušajo pomagati, ko pride do slabih stvari. In isto rabimo v digitalnem svetu. Eno je to odzivanje, ki ga mi vršimo, ampak potem je še zakonodaja in vse službe, ki v bistvu pokrivajo tudi varstvo potrošnikov in podobno problematiko, ki se morajo tudi prilagoditi na ta digitalni svet in hitreje ukrepati. Prej v prvem delu je bilo malo govora tudi o tem, da se zakonodaja prepočasi prilagaja in vidimo tudi, da se v bistvu institucije v državi prepočasi obračajo k tem novim izzivom. Zdaj enotni digitalni trg naj bi med drugim olajšal tudi spletno nakupovanje, zelo priljubljeno med ljudmi, ampak ogromno ljudi še vedno naroča na spletu tako, da potem označijo križec tam, kjer piše plačilo po dostavi. Še vedno je kar nekaj strahu pred finančnimi transakcijami na internetu, pred nenavadnimi spletnimi trgovinami, predvsem kitajskimi in podobnimi. Kako se naj tukaj kupec odloči, da bo razločil zrno od plevela? Ja, to je problem tega, v bistvu, da se je v medijih veliko poročalo o vseh teh možnostih, ki jih najdemo na spletu, o neverjetnih kupčijah. Ljudje smo pa navajeni na to, da vse neko varstvo kot potrošniki imamo. Ne? Tega smo navajeni iz fizičnega sveta in teh prevar je relativno malo. Potem, ko gremo na splet, pričakujemo enak nivo zaščite in veliko potem ogoljofanih kupcev je presenečenih, ko zvejo, da v bistvu se ne da nič narediti, da denar je šel po nekem toku, da se ga niti slediti več ne da, v Nigerijo, v Gano, v države, kjer ne morete z nobenim mednarodnim sodelovanjem trenutno nič doseči. In tukaj je recimo spet nazaj na ozaveščanje. Mi ponujamo v bistvu nasvete in naš moto je pozanimaj se. Se pravi, preden greste v nakup, pozanimajte se, kakšna so vodila varnega spletnega nakupovanja, katere so pasti, sproti objavljamo kakšne težave, na kakšne težave naletijo kupci na spletu, recimo tudi pri nakupu traktorjev. Imamo lažne spletne trgovine, ki prodajajo traktorje in gradbeno mehanizacijo in so v bistvu samo fasade postavljene na nekih spletnih straneh v Veliki Britaniji in tukaj gre za nekaj tisoč ali pa celo 10.000 evrov izgub. Potem so različne prevare. Tukaj gre za ta problem, da smo mi zglobalizirali ta digitalni svet, ni več meja. Ampak jurisdikcija vsake posamezne države ima pa še vedno omejena. Zdaj ob varnosti denarnice in računalnika pa je zagotovo pomembna tudi osebna varnost na internetu. Nekateri pravijo, da je doba Googla, Facebooka pa vseh ostalih aplikacij, da je nekako zbrisala zasebnost, da vsi ti giganti o nas vedo vse. Po drugi strani smo pa ljudje še vedno precej nekritični in vsakič izpolnimo kar vsa polja, ki jih kdo zahteva od nas. Kako se zavedamo, koliko v bistvu osebnih podatkov delimo v sebi, pa kako nevarno je to lahko? V povprečju mislim, da se dosti slabo zavedamo tega, zato ker je to kompleksna tematika in povprečen uporabnik zelo težko si predstavlja, kaj vse se v njemu zbira, kdo to zbira, komu naprej prodaja in zato mislim, da je pozitiven premik tudi ta uredba o varstvu podatkov, ta GDPR, ki bo začel veljati maja 2018 in bo tukaj bistveno zvišal ta nivo zaščite zasebnosti. Zdaj, a so vsi ukrepi, ki so noter napisani, bojo res v praksi gladko izvedljivi, tukaj bo sigurno veliko težav, ampak v bistvu mislim, da je to jasen signal tem velikim podjetjem, včasih se jim reče tudi internet fevdalci, ki v bistvu zajemajo naše podatke in jih monetizirajo.
Zdaj po vseh izkušnjah ljudi, ki so zaradi tega ostali brez službe, mislim, da večina tukaj že ve, da pijanskih fotk od petka zvečer ni pametno objavljati na Facebooku, ker to lahko vidi vaš delodajalec, pa še česa drugega, a ne? Zdaj nekako veliko je govora o pozabi na internetu. Kako bo to delovalo v praksi, ko bomo prišli do tja? V bistvu neko pravico do pozabe državljani EU-ja že imamo. Pokazalo se je pa kar nekaj problemov, v bistvu, kaj ta pravica pravzaprav pomeni, kdaj se lahko uveljavlja, pride v nasprotje mogoče z drugimi pravicami, se pravi to, da lahko v bistvu oblikujemo neko dokumentacijo svoje zgodovine, ne svoje kot osebe, ampak tudi zgodovine naroda. Zdaj, če bomo dele brisali, ne, če vedno vse postaja digitalno, če nimamo več, ne vem, papirja v skladiščih v arhivu, ampak vse na nekih digitalnih nosilcih in začnemo to brisati, je veliko vprašanje, kdaj začnemo brisati preveč, da v bistvu ne poznamo več svoje zgodovine. Ne. Zdaj, med najbolj zagretimi uporabniki družbenih omrežij so mladi. Tudi tisti stari med 10, 12 ali pa celo manj let, čeprav na družbenih omrežjih nekje v drobnem tisku piše, da je meja za uporabo 13 let. Ampak v praksi je profil dejansko res enostavno ustvariti. Se strokovnjaki, ki se ukvarjate z varnostjo na spletu, strinjate, da lastniki družbenih omrežij, ki pravijo, mi res storimo vse, kar lahko, da premladi ne bi prihajali tukaj gor, se strinjate s tem, ali se da narediti več? Jaz bi skoraj bil na njihovi strani, ne, ker oni ne morejo nadzirati, tukaj so predvsem starši krivi, ki ponavadi sedijo skupaj z otrokom za računalnikom, ne, in rečejo, bomo pač dali drugi rojstni datum. Ne. In otroku povejo, v redu je, da se lažeš na internetu. Ne. Zdaj, spet, kako v bistvu tem staršem dopovedati, da to ni prav in da so potem sami krivi, če pride do nekih zlorab, do nekega nadlegovanja na družbenih omrežij, ne, do nekega novačenja mladoletnih oseb in tako naprej. Ne. Potem starši ponavadi pričakujemo zaščito države. Ne. Ampak če začnemo s tem, da tudi sami kršimo pravila, ne, se potem ne moramo čuditi, če se začnejo hecne stvari dogajati. Ne. Torej, na eni strani imamo starše, ki morda niso dovolj kritični do tega problema, na drugi strani pa imamo šolski sistem. Koliko pa šola recimo posveča pozornosti temu, da otroke naučimo in varne uporabe interneta, potem tudi ločevanja med lažnimi novicami, med pravimi novicami, kako sploh preživeti v tem digitalnem svetu? Po mojih izkušnjah šole v splošnem namenjajo temu kar nekaj pozornosti, sicer ne vedno preko predmetov iz kurikuluma, ampak preko dodatnih izobraževanj. Tukaj je projekt SafeSC, ki se že, mislim, da več kot 10 let izvaja in ponuja učiteljem, staršem, dijakom in učencem nasvete, predavanja, izobraževanja na to temo. Moje osebno mnenje pa je, da v bistvu bi te vsebine nujno morale priti dosti hitro tudi v šolski program, v učni program. Pa še zadnje vprašanje. Današnja konferenca torej govori o enotnem digitalnem trgu. Kako bodo vsi ti predpisi, ki nekako se predvideva, da bodo prišli, spremenili varnost na internetu, pa kako že zdaj poteka zagotavljanje varnosti na internetu na evropski ravni? Na evropski ravni, moram biti kritičen, zadeva trenutno ne poteka dobro. Ne. Še vedno imamo, vsak tržni inšpektorat deluje znotraj svoje države. Imamo sicer evropski potrošni mrežo evropskih potrošniških centrov, ki so pa v bistvu samo poštarji, ki samo malo pomagajo, da ena informacija pride z ene države v drugo, ampak v bistvu jurisdikcije so še vedno omejene na same države. In tukaj rabimo učinkovite mehanizme. Ne. Imamo primere, ko so v bistvu zavajajoče oglaševanje, prodaja lažnih produktov, dogaja, firma je na Poljskem, gostuje svoje spletne strani na Nizozemskem, vse se dogaja znotraj EU, ampak zelo hitro trčite na ta zid, ja, mi ne moramo nič narediti. Če sporočite potem na Poljsko, rečejo, ja, mi rabimo samo od našega poljskega organa, ja, vi ste slovenski državi, ja, pol ne bo. Ne? Se pravi, jaz se sprašujem, kadar pridemo do tega problema, kaj se dogaja znotraj EU pri teh inštitucijah. Zakaj se ne gleda na to, kako nadgraditi, se prilagoditi temu enotnemu digitalnemu trgu, da tudi v bistvu imamo učinkovite mehanizme ukrepanja, ko pride do neželenih posledic. Hvala lepa, gospod Božič. Izvolite. Nadaljujemo z gospodom Ervinom Uršičem iz Economija. Mogoče bo imel kdo občutek, da bova začela z govorom o znanstveni fantastiki. Ne bova, to so čisto realne stvari.
Pa jaz tudi verjamem, da je bo gospod Uršič znal razložiti na zelo poljuden način. Torej, projekt, katerega del ste, predstavlja uspeh v sodobnem okolju, o katerem danes govorimo. V kampanji zbiranja sredstev za platformo Economy vam je lani uspelo zbrati rekordnih kar 9,2 milijona evrov, pa s tem ste postali tudi najbolj uspešen slovenski projekt množičnega financiranja. Pa me zanima, s čim pa ste tako zelo prepričali vlagatelje? Ja, prvo najlepša hvala za vabilo. Bom začel kar z eno interno šalo, ki se je v bistvu pri nas razvila. Torej, potem, ko smo mi ta projekt izvedeli, začeli postavljati podjetje, so do nas začeli v bistvu prihajati tudi različni ljudje. Mi smo to naredili s pomočjo množičnega financiranja, kot ste omenili. In potem seveda se najdejo posamezniki, ki bi želeli kaj podobnega in pridejo k nam po pomoč. In to zgleda približno takole. Pridejo na sestanek, imajo neko idejo in potem seveda imajo tudi že enega programerja, morda bi potrebovali še enega marketingerja, ampak sestanki se vedno končajo približno tako, samo še narediti je treba. Torej, ta izvedbeni del, samo še narediti je treba, je nekaj tisto, kar je v bistvu nas ločilo, bi jaz rekel. Potargetirali smo market, torej videli praznino, se na to odzvali, sestavili ekipo in to je to. No, zdaj pa malo bolj podrobno, platforma Economy, kaj je njeno poslanstvo, kako delujete, pa kaj počnete? Ok, temelja v bistvu Economyja sta dva. Osnovna predpostavka je bila ta, naša co-founderja sta se že prej ukvarjala z enim startup projektom, to je bil Kašila, ki je v bistvu povezoval plačilni promet in Bitcoin. In ko se gibljaš v teh krogih, torej ljudje potem vedno prijatelji, znanci prihajajo do tebe in gledajo številke, žal samo donosov in potem rečejo, jaz bi tudi, daj mi, bom ti dal nekaj denarja, pa ti to zame upravljaj. Ampak to definitivno ne gre tako. In teh ljudi v bistvu se je toliko nabrali, da smo videli, da je to nekaj, kar trg potrebuje. In iz tega v bistvu oportunističnega momenta ljudi zagotoviš financiranje novim, resnično čudovitim projektom, ki bodo v bistvu bistveno spremenili trg. In naša druga predispozicija je bila v bistvu, ko smo mi naredili ICO, torej ta množično financiranje, smo bili mogoče 10., 15. na svetu. Smo pa takrat napovedali, v bistvu, da do konca leta 2017 bo 1000 takšnih projektov in to mora seveda nekdo selekcionirati, to mora nekdo urediti. V bistvu, če je bila naša napoved takrat zelo tako populistična do neke mere, v bistvu smo jo zadeli celoti. Danes smo oktobra 2017 in je že nekaj čez 700 takih projektov bilo speljanih. To je pa drugi temelj. Nekje vmes smo slišali izraz Bitcoin. Kriptovalute so veliko zanimanja splošne javnosti požele predvsem letos. Mislim, da marsikdo gleda tisti graf, kjer vrednost strmo narašča. Ampak o samih kriptovalutah pa se mi zdi, da v javnosti vseeno še relativno malo znanja. Pa čisto preprosto vprašanje, kaj so kriptovalute? Moram takoj se zatakniti v ta izraz, namreč ga ne uporabljamo več. Kriptovaluta, recimo, da je bil pilotni primer Bitcoin leta 2009, ki je v bistvu omogočal samo to. Na sicer zelo revolucionaren način prenos neke vrednosti, torej brez posrednikov, brez potrebe po zaupanja, popolnoma samostojno, decentralizirano. Sedaj v bistvu mi uporabljamo že izraz kriptoekonomija, ker se je to razširilo v mnogo več. Zelo kmalu pa bomo govorili samo še o ekonomiji, ker tako kot včasih bila mogoče dotcom ekonomija, se je zdaj to vse skupaj. Kaj so kriptovalute? To vprašanje je v bistvu zelo široko. Začelo se je torej s tem sredi finančne krize, mogoče je bil super timing kot nek odziv na to nezaupanje do starih sistemov, torej s prenosom vrednosti. Na to je v bistvu že zelo malo prišel Ethereum, ki je tako v bistvu Turing complete računalnik, decentraliziran, na katerem lahko
narediš 10-20 bitcoinov takoj, a ne, in omogoča veliko več. Na to so se pa že tudi začeli pojavljati vsi drugi dejanski primeri, ki bodo spremenili recimo da svet, torej nekaj z novi pravni sistemi, z področja inteligence, obdelave podatkov in podobno. Ta teden smo v enem od slovenskih časopisov lahko prebrali, smo v obdobju kriptomanije, ko so ljudje obsedeni z idejo hitrega zaslužka. Bi se strinjali s tem? Absolutno. To vedno poudarjamo. Tako kot je leta 2000 prišlo do izjemnega padca teh dotcom podjetij, ker je v bistvu vsak projekt, ki je zraven dal dotcom, uspel, tako bo prišlo do kompletnega ali pa približno zelo hudega kolapsa vsak čas tudi na tem področju, ker to ni več vzdržno in se mi zdi zelo pomembno, da se to tako selekcionira, ker ko bo trg oziroma ko bodo projekti pomrli, tisto, kar bo ostalo, tisto je potem v bistvu zdravo. Zdaj se pa dogaja praktično, da človek želi avtomehanično delavnico zraven blockchain in to je hit, a ne? Torej, se pravi, tudi ta svet se čez nekaj časa bo očistil, je pa dolgo časa se tega kriptosveta držal tudi malo negativen prizvok, češ tam kriminalci nekaj mešetarijo na internetu. Odkot to prepričanje, koliko je mita, koliko je realnosti? Zelo, zelo veliko je nerealnosti in zelo veliko je nefer. Nedolgo nazaj je ena izmed evropskih institucij, se opravičujem, sem pozabil, v svojem mnenju zapisala, da je stopnja tveganja za pranje denarja s kriptovalutami zelo nizka. Ravno v bistvu to je tista shift, ki se ga moramo zavedati, karkoli se zgodi na blockchainu, ostane na blockchainu zavedno. Ni možno nekje eno bazo pobrisati, pa nekje enih dokumentov spremeniti. Kdorkoli je karkoli naredil, se bo vedlo in hkrati s tem, kad se področje razvija, tako se v bistvu razvijajo tudi orodja za to nadzorovati. Če so recimo 2011 je bil najbolj slovit zlom te japonske kriptoborze Mt. Gox, kjer je bilo v bistvu 820,000 bitcoinov ukradenih, to je, si lahko zračunate, koliko je to danes. No in v bistvu sedaj, 2017, ko so se orodje razvijale, ko so se ljudje naučili to analizirati, se je odkrilo, v bistvu, kdo je to naredil. Tako da, ja, zelo neupravičeno je ta prizvok. No, zdaj se kriptovalutam obračajo tudi države, vse več je takšnih držav, ki bi svoje uvajale. Kako gledate na ta pojav, se strinjate z njim? Kaj bi to v bistvu pomenilo za tiste, ki ste zdaj trenutno v tem svetu, a bi vam to prineslo kakšno dodatno regulacijo, pa kaj bi to v bistvu pomenilo za finančni sistem, ki zdaj obstaja v realnem svetu? Zelo podpiramo v bistvu regulacijo in se tudi aktivno udeležujemo vseh delovnih teles in v bistvu diskusij, katerikoli lahko. Regulacija v bistvu je nujno potrebna, je nekoliko težav, ker je tako na hitro toliko stvari drugačnih in v bistvu ne moramo sprejeti zdaj zakon o blockchainu, ker vpliva na toliko različnih področij. Če govorimo v bistvu o prihodnosti, jaz si zamišljam zelo, zelo drugačno družbo. Tudi, ker smo se prej v bistvu dotaknili temeljnega dohodka, gotovo je to tudi ena izmed stvari, o kateri se bo treba pogovarjati, zato ker enkrat v bistvu država teče na blockchainu, v bistvu ne rabiš, če rečem, fursa, velik del sodišč, ne rabiš, ne vem, matičnih uradov, to se v bistvu vse zgodi na blockchainu avtomatsko, brez možnosti za manipulacijo in torej varno. Tako da ja, regulacijo v bistvu pozdravljamo, je nujna in mislim, da tudi to sodelovanje v bistvu, ne nazadnje mislim, da je ravno gospod predsednik vlade v svojem nagovoru pojasnil tudi inicijativo Slovenije. Torej, sami ste že nakazali blockchain kot uvod v neko novo družbeno ureditev.
Kakšen svet bi bil to, rekli ste, odpadajo sodišča, odpade FURS, marsikaj od tega, kar imamo, lahko malo bolj praktično razložite, kaj se zgodi, zakaj se lahko vsega tega znebimo? Primerov je veliko. Naprimer, če pogledamo banalno, pa v bistvu ni banalno, v bistvu je grozno, kraja identitete, ne, naprimer. To je nekaj, kar lahko v bistvu odpade. Ponarejanje osebnih dokumentov, potnih listov, zlorabe na letališčih, na internetu, naprej nazaj. Ko se človek rodi, se pogleda recimo tako kot, če želite, pri Bitcoinu ali pa pri Etheru potrjevanja blokov, neke osnovne parametre, ne vem, kraj, datum rojstva, čas, mogoče ime, teža, karkoli. Ne rabiš veliko podatkov, da postanejo unikatni, uporabiš eno izmed kriptografskih funkcij, trenutno v bistvu je vse nadelana SHA-256, torej narediš hash teh podatkov in imaš unikatno številko za celo življenje. In potem tudi, ne vem, zelo veliko korakov kasneje odpade, nekega preverjanja, nekega ugotavljanja istovestnosti, ali sem, ne vem, brisanja, če želite, mojih kaznivih dejanj, se ne da jih imam, ne. Karkoli, torej manipulacija in ponarjevanje in zlorabe odpadejo, naprimer tu. Potem ena stvar, ki je meni tako ljuba, mi smo rekli, ko smo Economy naredili, ne, to je v bistvu pravno osamosvojeno premoženje. Mi smo slučajno prvi kot podnajemniki, ne, torej ta podjetje živi in deluje na blockchainu. In takšna podjetja, naprimer, imajo svoje poslovne deleže. Lahko bi nazadnje tokenizirali tudi Apple ali pa jaz sebe ali pa del mojega stanovanja ali pa avtomobila, ne. In ko imaš recimo tokenizirano neko gospodarsko družbo, se lahko to neposredno preslika v register, torej odpade spet en kup enih birokratskih postopkov in če jaz želim en del tega prodati, ne, se to poteka preko smart kontrakta, ni treba notarja, ni treba sodišča, jaz samo to podpišem s svojim privatnim ključem in recimo, če želimo ta preskok obdavčiti, se to avtomatsko izvrši. Ni debate, ali sem plačal, ali sem prijavil, ali bi mogel, ali ne bi, ali olajšava, ali ne. Torej, to je hard-codeno v pogodbi, ki je v bistvu računalniška koda in to se zgodi samo po sebi, eno izmed prvih. Se lahko bi nadaljeval, naprimer tudi ni spet nobene dileme, ali je zdaj jabolko, ko je jem, prišlo iz Slovenije ali pa iz Avstralije, ne. Torej, v bistvu possibilities are endless. Ampak v bistvu, glede na vsa delovna mesta, ki ste jih pravkar zradirali v tem svetu, je verjetno končni zaključek vendarle neka nova družbena pogodba, kako bi pa to potem delovalo? Jaz bi si želel, v bistvu, da bi se ljudje lahko začeli ukvarjati s tistim, kar si res želijo, ne pa samo nekaj, da je treba preživeti. Hvala lepa. Hvala. Naj bo tole sklepna misel, bomo torej v prihodnosti delali, kar bomo želeli, ne nujno tisto, kar moramo. Zdaj pa nam bo gospod Ivan Stanič, vodja odseka za upravne naloge in splošne zadeve pri Mestni občini Ljubljana, razložil, v kakšnih pametnih mestih bomo vse to, kar so naši predhodniki povedali, lahko počeli. Ja, hvala za vabilo in besedo. In naravnemu sovražniku bom povedal, da nisva zares naravna sovražnika. Kot uradnik lahko tudi vam pomagamo, ne? Glejte, pametna mesta niso nujno tista, ki so samo podkrepljena z, bi rekel, najrazvitejšimi tehnologijami, infrastrukturami in podobno, ampak so tudi mesta, ki so pametno vodena, pametno organizirana, z pametnim, če hočete, organizacijskimi platformami, ki zagotavljajo to, kar naj bi uprave delale. Se pravi, izvajanje javnega interesa v javno korist. To je naša prioritetna naloga, ne? Bom seveda zelo splošen in lateralen. Ne zastopam mestne politike, zastopam mestno upravo. Ne? In naše je dejansko to, kar govorim, testo varnost, naprimer, omogočanje tudi gospodarskih procesov, zagotavljanje javnih koristi z različnih vidikov. Meni vedno pride na misel en zapis na vhodu v Škocjanske jame, ki pravi, tega nismo zavarovali zato, ker je to treba, ampak zato, ker smo to tako hoteli.
In je celo to delo dejansko nekje v tej dvojici med, bi rekel, eksistenčnimi potrebami in kulturnimi posebnostmi. Nič ni, bi rekel, določene zadeve preprosto treba upravljati. Ne, in to je tudi en velik del uprave, ki je fiziološka, ki je biološka, ki je, če hočete, tudi kulturna, ne, ker ne zagotavljamo samo materialne podstati, ampak tudi neke pogoje za, če hočete, duhovni mir ali pa duhovno rast. Tako da tle nekje smo. Ne. In pametno mesto dejansko se mora zavrteti v razmerju med, bi rekel, materialnim in nematerialnim in, se pravi, eksistenčnim in kulturnim. Mora se pa tudi ukvarjati z zadevami, ki so tudi lastne vsem pravnim sistemom, ki so, da zadeve, rekel, v pravnem jeziku temeljijo tudi na dveh ključnih zadev. Eno so prepovedi, drugo so pa skrbništva. Ne. Več kot zadev razglasimo kot skrbniške, beri javni interes, v bistvu imamo več dela. Ne. Zdaj, a je res vse predmet javnega skrbništva, pa ni nujno. Ne, tako. Če sva zelo konkretna, recimo Ljubljana danes, pa pametna Ljubljana čez nekaj let. Kaj zdaj to pomeni za enega prebivalca Ljubljane? Ja, predvsem pomeni iz upravnega vidika seveda izboljšanje storitve, izboljšanje prijaznosti, tudi recimo je Ministrstvo za javno upravo pred leti že začelo s tako zvano prijazno upravo, ki ne pomeni ponižna uprava, ampak pomeni uprava, ki se odziva. Ne, prijaznost je že fajn, ampak ponižnost ni enako temu. Pomeni, da se izvaja v bistvu v korist občanom oziroma izvaja se zadeve, ki nam jih naložijo zakonodajna telesa v izvajanje in jih delati sorazmerno hitro. Ne. Zdaj, pri tej hitrosti recimo si pa lahko pomagamo z sodobnimi informacijskimi komunikacijskimi tehnikami in vsem tem, kar prihaja. In jaz sem tudi rekel, kot recimo človek v zadnjem kvartalu kariere, kot se reče, da je vseeno tudi treba poskrbeti za to materialnost oziroma fizičnost posla, ki ga upravljamo, ne le za, bi rekel, informacijsko-komunikacijske zadeve v nekem virtualnem svetu. Ne. In ne pozabiti na to. No, mi to delamo tudi. Skrbimo tudi za telo, ne samo za duha oziroma za procese. Marsikoga skrbi, sem brala včeraj razprave na forumih, da bodo pametna mesta postala prepametna za njihove uporabnike in se v njih ne bodo več znašli, oziroma bo kvaliteta življenja za tiste, ki jim te stvari niso tako blizu, postala slabša. Bi se strinjali s takšnimi pomisleki? Prepametna pomeni, da niso načrtovana kot pametna. Pomeni, da so v bistvu glupa. Ne? In takega mesta si ne želimo. Ne? Čistko bi rekel. Ne? Dejansko to, kar pelje k več opravil, dejansko k podaljševanju postopkov, k bi rekel, spravljanju ljudi v negotovost. Ne? To definitivno niso zadeve, ki sodijo v neko pametno mesto oziroma pametno upravljeno mesto. To so zadeve, ki dejansko sodijo v neke pretekle čase ali pa v neke neželene prihodne čase. Med področji, kjer vam nove tehnologije pridajo zelo prav, je promet. Kako se Ljubljana pripravlja na to, s kom sodelujete, kaj vse še lahko pričakujemo na tem področju? Da, področje prometa je eno od v bistvu najzahtevnejših področij, ker se srečujemo, prvo sem rekel, s to materialnostjo in za spremembo organizacijskih oblik. Določene zadeve dejansko je mestna Ljubljana v sodelovanju z občinami Ljubljanske urbani regiji že izpeljala. To je recimo sistem Park and Ride, parkira in prestopi, ne, ki je že neka, bi rekel, pametnejša organizacijska oblika mobilnosti. Ni pa to nobena tehnološka inovacija. To dejansko gre samo za spremembo v potovalnih oblikah. Zdaj, najtežja naloga pri tem projektu bi bila, oziroma je še vedno, sprememba potovalnih navad. To se pa veže dejansko na življenjske vzorce, ki jih živijo ljudje, ki nekako v avtomobilu prepoznavajo edino možnost svoje mobilnosti. Ideja Park and Ride je ravno v tem, da se mobilnost razume tudi kot gospodinjski strošek. Ne? In tle bi seveda bila pomoč države zelo pomembna, ker največji možni izvajalec storitve javnega prevoza Slovenske železnice v bistvu v tem projektu sodelujejo tako bolj iz ozadja, ne pa zares. Ne? Zdaj, to je pomenilo recimo podaljšanje linij mestnega prometa do občinskih središč, to je pomenilo več avtobusnih linij in v naslednjem koraku bo pomenilo tudi prehod na bi rekel, električna vozila, ne? Bodi si avtonomna, se pravi z nekimi induktivnimi oblikami napajanja ali pa z baterijami, kar je zaenkrat še
sorazmerno neracionalna tehnološka oblika. Ne? Ampak ideja je ta, da, veste, če govorimo o elektromobilnosti, o električnih vozilih, govorimo o vozilih kot takih. Problem v prometu ni samo gorivo, je tudi volumen, se pravi količina vozil na cestah. Več ko je vozil, slabše so propustnosti in nižje so hitrosti. Uvedli smo na primer rumene pasove, to je recimo pametna odločitev. Nismo širili cest, ampak eno progo smo vzeli osebnim vozilom in jo dali samo javnemu potniškemu prometu. S tem smo povečali hitrost avtobusov za 3 do 4 km/h in v bistvu zagotovili skoraj 100% takt, se pravi točnost prihoda na postaje. Ne? Zdaj, kako oziroma kdaj bomo dosegli še dejansko zmanjšanje števila vozil na cestah, je pa dejansko projekt spremembe potovalnih navad, kar se tiče prometa. Ne? To je ključno. Kolesarjenje, na primer, ali pa pešhoja, to, kar je tudi v celoviti prometni strategiji Mestne občine Ljubljana sprejeti letos, se dejansko večji poudarek daje tem oblikam gibanja. In nikoli ne smemo pozabiti, da je mobilnost tudi socialni problem oziroma socialno vprašanje. Ne, 1/3 ali celo večji delež prebivalstva ne uporabljajo osebnih vozil. Ali so premladi, ali so prestari, ali ne želijo. Ne. In tem je tudi treba zagotoviti enako možnost dostopa kakor drugim ljudem. Se pravi, to je neka stvar tudi, bi rekel, egalitarnosti ali pa enakopravnosti pri omogočanju dostopnosti v mestih. Ne. Omenili ste že ravno te različne generacije. Eden od največjih izzivov, verjetno ne samo Ljubljane, ampak celotne slovenske družbe, je starajoča se družba. Kako pametna mesta skrbijo za svoje starejše občane? Ja, staranje eni vidijo kot problem, v bistvu pa ni. To je fajn, to je, ljudje živijo dlje, ne, življenje traja dlje. Povezano pa je seveda z, bi rekel, spremembo organizacijskih oblik skrbi za starejše. Ne. Nekoč smo rekli, dom za starejše je to in se reši, se jih dumpne nekam, ne, in je mir. Ampak ta oblika je sorazmerno nesocialna. Ne. Ideja je dejansko, da se zagotovi oskrba na domu oziroma da starejši človek lahko kar se da dolgo preživi v svojem okolju, ne. Da se ne seli iz stanovanja in da ne spreminja življenjskega okolja. Zdaj, če govorimo pa tej oskrbi, ne, to je pa v bistvu storitev. Ne, in ta storitev se dejansko da bolje voditi, če se jo nekako krmili z nekimi pametnimi sistemi. Recimo v tem oziru. Drugo je seveda, da je cel en razpon morebitnih storitev vezan tudi z staranjem oziroma deležem populacije, ki bo starejša od 65 let, ki narašča v vsej Evropi strmo. Ena stvar. Druga stvar je, da, kar smo tudi videli z migrantsko krizo oziroma nemško odprtostjo do imigracij, ne, je povezana tudi z padanjem števila prebivalcev po večini evropskih držav, razen se mi zdi Irske, Nizozemske, Francije. Ne. Recimo moji španski kolegi govorijo o izpraznitvi podeželja. Ne. To smo tudi v Sloveniji doživljali recimo pred 30 leti. Ne. Ta trend, dejansko so vse obmejne pokrajine v Sloveniji bile pobarvane črno, se pravi, da delež prebivalstva pada. Ne. In ideja je seveda imeti celo, bi rekel, deželo populirano, ne, z storitvami, ki pripadajo. Ne. To je morda nek strateški cilj te države. Ne, in s tem smo lahko tudi vzornik drugim državam, ne, kako dejansko skrbimo ne samo za stare, ampak dejansko tudi za teritorije, ki so navidezno ekonomsko nezanimivi ali pa drugače neperspektivni. Hvala lepa za tele zanimive poglede. Gospod Stanič, izvolite. Drago občinstvo, to so bili naši zanimivi gostje še na tem panelu. Zdaj pa z besedo na dan vsi, ki imate kakršnokoli vprašanje. Hvala za besedo, zahvaljujem se vsem gostom, ki so predstavili svoje mnenje in pa seveda, bomo rekli, komentirali aktualno problemsko področje. Ne. Bom dokaj kratek, zaradi tega, ker smo omejeni z časom in mislim, da ni smiselno, da diskutiramo o vsaki temi posebej, ki jo je vsak, bomo rekli, povabljeni gost predstavil. Zato bom se v bistvu fokusiral na vas, kolegica Teja, vi ste izpostavili pomen vključevanja mladih v neke sisteme zaposlovanja, ne, ki so seveda formalni in obstajajo. Ne. Dajte mi povedati, kako lahko neko problematiko, ne, približamo preko vaših izvodov, mehanizmov, mladi populaciji, ki je seveda zainteresirana, bomo rekli, za aktivno vključevanje v
razne segmente nacionalnega uresničevanja, ne, bomo rekli v politične, v strateške in pa seveda tudi druge nivoje zagotavljanja socialne varnosti za mlade. To je mogoče eno vprašanje. Kot drugo vprašanje pa me zanima, ali vi izvajate kakršnekoli aktivnosti, ali na koga se da pri vas obrniti, da seveda pridemo do nekega, bomo rekli, reševanja problemskih vrzeli in pa zapolnitve tistih, bomo rekli, nekako problemov, ki so seveda v današnjem digitalnem svetu aktualni. Predvsem s fokusom na digitalnem svetu. No. Najlepša hvala za odgovor. Ja, hvala za vprašanje. Seveda, ja, mi smo sindikat in smo tudi hkrati mladinska organizacija, tako da v bistvu včlanjevanje v našo organizacijo je prosto odprto vsem dijakom, študentom, mladim, brezposelnim in prekarnim delavkam in delavcem. Tako da kdorkoli v bistvu se želi pridružiti, se nam lahko vedno pridruži. Seveda pač pogoj oziroma ja, je vključitev članarina, ki je seveda zelo simbolična, ker se zavedamo, da mladi brezposelni nimamo veliko sredstev, tako da čisto konkretno članarina je 12 evrov na mesec in ukvarjamo se v bistvu z vsemi temi segmenti prehoda iz izobraževanja na trg dela. Torej, kaj mlada oseba potrebuje in seveda nove oblike dela, digitalizacija je ena izmed tem, ki se ji izjemno posvečamo ravno v zadnjih letih. Tako da kogarkoli zanima, mi ga seveda vabimo, da se obrne na nas, lahko konkretno potem name, drugače pa na naši spletni strani, Facebook strani, Twitter zadeve, tudi mi poskušamo biti v mladim prijaznino in seveda uporabljamo tudi digitalizacijo za komunikacijo z mladimi predvsem. In mogoče ja, kako smo vključeni v oblikovanje nekih politik. Ste me že izključili? Ne? Okay. To se ponovadi zgodi, ko začnemo vplivati na politike, da se nas želi izključiti ali pa kaj takega. Tudi robot. Aha, robot, ne. Kot sindikat imamo mogoče to neko prednost, da dejansko se lahko pač povežemo v socialni dialog. In vemo, socialni dialog na ravni države je tisti, ki oblikuje neke spremembe. Tako da ja, smo del Zveze svobodnih sindikatov in preko njih imamo torej pristojnost seveda sodelovati tudi v socialnem dialogu. Kar se pa tiče sodelovanja v mladinski politiki, pa ravno s tem, ko smo tudi mladinska organizacija, seveda vplivamo na razvoj mladinske politike. Občasno malo bolj uspešno, včasih malo manj. Je pa mogoče ravno za temo zaposlovanja shema jamstvo za mlade tista, ki je tudi izjemno pomembna za mlade. Ne? Gre namreč za evropsko shemo, ki vsaki mladi osebi po nastanku brezposelnosti v roku 4 mesecev more ponuditi ali vključitev nazaj v formalno izobraževanje, ali usposabljanje, ali plačano pripravništvo, ali ponudbo zaposlitve. Tako da to je tudi neka shema, ki jo seveda vodi pri nas Ministrstvo za delo, kjer smo tudi kot sindikat Mladi Plus vključeni, predvsem na način, da spremljamo izvajanje teh ukrepov, smo kritični, kadar je to potrebno in pa seveda oblikujemo neke nove predloge, ukrepe, torej za zaposlovanje mladih in potem upamo, da jih nekako tudi politika prevzame. Tako da ja, kdorkoli je seveda vabljen, mi imamo vedno odprta vrata in bomo pač veseli točno to, kar je bilo pač omenjeno, če se bomo lahko pač mladi povezali in skupaj, torej tudi na političnem nivoju vplivali na vse te debate. Hvala lepa. Še kakšno vprašanje? Če ni več vprašanj, potem bomo to konferenco počasi sklenili, ampak ves čas te razprave z vami, spoštovani gosti, sem videla, da sta evropska poslanca izjemno budno spremljala tudi ta del razprave, pa bomo še njima dali priložnost, da zaključita s svojimi mislimi to današnjo konferenco, kako sta jo doživela, pa tudi s kakšnimi zaključki bosta se vrnila nazaj v Bruselj, kjer na vse zadnje imata možnost vplivanja. Ja, zanimiv izziv in tudi moram reči, da to, kot ste rekla, nekateri deli so bili zelo razumljivi zame tudi, tako da vsako čas tistim, ki razumete vse te blockchaine in kako to v ozadju poteka. Zato je zagotovo to, kar je bilo naprej že zelo jasno izpostavljeno, kako uzakoniti to, kar želimo uzakoniti, pa na koncu dati svobodo o tehnologijah, hkrati pa ohraniti družbo, kjer bo posameznik v njej našel svoje mesto, je izziv tega časa. Tako kot smo dejali prej skozi ves ta drugi panel, stvari gredo zelo hitro naprej in naloga nas je vseh skupaj, da jih čim bolj razumemo, na nek način tudi razširimo znanje in da te izzive sprejemamo in jih hkrati tudi spravljamo v neke norme.
ali bo to vnaprej možno uzakoniti, kar bo se čez 2 leti naredili, bodo kolegi tudi povedali, ampak mislim, da ne tako enostavno. Sicer pa jaz mislim, da je iz tega panela tudi sicer zelo jasno bilo, da ta delitev veliki in mali več ne obstaja, obstaja med tiste, ki so hitri, ki so iznajdljivi in ki sprejmejo izzive tega časa. In v tem kontekstu tudi vidim včasih po številu manjših državah, ker države se ne ločimo na velike pa male, ampak koliko ima kdo ljudi, tudi določene prednosti. In danes je bilo to izpostavljeno, na koliko mestih smo že neke tudi te preboje naredili. Vsekakor pa smo tisti, ki smo tako drugače vpeti v ustvarjanje neke družbe, bodisi sindikalne strani, mestne ali pa nazadnje v Evropskem parlamentu, dolžni poslušati, se učiti in na nek način to spraviti v en red, v katerem bomo, tako kot je bilo rečeno, delali tisto, kar si želimo. Ne? Hvala lepa. Še gospod Peterle, izvolite. Najprej bi rad izrazil hvaležnost tudi temu panelu. Jaz sem marsikaj novega slišal in bi rad priznal, da se tudi pri nas zadeve tako hitro dogajajo, da sem jaz, ne vem, ali zaradi česa, ali zato, ker sem večino dneva zdomc v Bruslju, za Economy sem slišal šele pred nedavnim, priznam. Ne. To pa, kar sedaj že vem o tem, me pa navdaja z upanjem, da v Sloveniji ne spimo ali pa nekateri ne spijo, ne, in da izkoriščajo te nove možnosti, prihajajo z novimi projekti, novimi produkti, novimi storitvami ali ponudbami in to mi že diši malo potem, ko smo danes precej hvalili Estonijo, ne. In jaz sem vesel, da do tega prihaja. Po drugi strani bi rad rekel, da sem vesel tega celega panela tudi zaradi udeležbe sindikalne predstavnice, če lahko tako rečem, ne? Ker mislim, da smo vsi pred izzivi, ki jih prinašajo hitre spremembe. Ne? Tudi sindikat ne more na pravice več gledati tako, kot je gledal 50 let, ne, ker so se zadeve tako spremenile, da je vprašanje pravic v novem kontekstu. Ne. In če se tega novega konteksta zavedaš, potem lahko seveda tudi politiko prilagodiš oziroma spremeniš. Ne. Torej mi ne moramo napredovati tako, da eni napredujejo, eni pa ostajajo, če tako rečem, na starih pozicijah. Ne. Pa zdaj ne mislim na nobenega osebno oziroma institucionalno. Ne. Jaz mislim, da se moramo vsi skupaj premikati naprej. Premikamo se pa lahko, če na začetku razumemo, kaj se dogaja oziroma zakaj gre. In glede na to, pa kar sem vmes slišal v pavzi od različnih mladih udeležencev, so rekli, tole je bilo pa zelo zanimivo. Ne vem, če je gospod Meršol še tukaj. Zgleda, da ga ni, ampak bi se ga rad še enkrat spomnil. Ne. Jaz sem ga razumel, kakor zdaj pa vidimo, da tile tam nekaj delajo. Ne. Skratka, mi, pa tudi če bi nas bilo tukaj 8, mi dva s gospodom Bogovičem lahko rečeva, da mi dva bi lahko sodelovala vsak dan na drugi okrogli mizi, na drugo temo, ker mi smo tam v Bruslju na enem križišču, kjer se ogromno stvari dogaja. Nekatere gledamo, kako se gibljajo mimo nas. Ko pride drugi človek Microsofta v tvoj urad ali potrka, mu ne rečeš, pridi jutri, ampak si vesel, da je prišel. Drugi človek BMW-ja, ne vem, šef Huawei-ja za Evropo in tako naprej. Torej, mi smo eni privilegiranci v Bruslju, ker imamo ves tak tok informacij, konceptov, interesov, lobistov, ne? In vse to vidimo, na to lahko tudi kot zakonodajalci vplivamo, lahko se odločimo, koga bomo poslušali, koga ne bomo sprejeli, veseli smo obiskovalcev in tako naprej. In imamo veliko zadev, ki bi jih radi sporočali, ampak jaz tega interesa, ta interes je relativno omejen. Ne.
In novinarski interes je marsikdaj omejen na škandale, zdaj le bomo govorili še 2 meseca o Kataloniji, ne, ampak vmes se dogaja čuda zadev. In jaz sem zelo vesel, da je urad organiziral tole okroglo mizo in bi bil vesel, če bi šli z njo celo malce po Sloveniji, ne, ker mislim, da je to tema, ki res zadeva vsakega od nas in našo prihodnost in lahko nekaj posredujemo, ne. Tako da se mi zdijo take konference zelo pomembne. Jaz ne bi šel zdaj, še enkrat, oziroma zaključil bi pravzaprav s tem, kar sem nekako nakazal na začetku. Jaz se spominjam časov, ko je bila kampanja, je bilo geslo informatizacija, ne. Ali pa se spomnim še, ne vem, gospod Stanič se bo, pa tisti starejši se bodo spomnili tako enih luknjanih kartic. Veste, kakšna fama je bila takrat, kdor je kartice luknjal, ne, oziroma spravljal zadeve na kartice, je bila to velika stvar. Jaz sem delal kot svetovalec za varstvo okolja na Zavodu za družbeno planiranje in se je hiša kar tresla od tistega cyberja, ali ko se je že temu rekli, smo imeli noter, razumete, za 3 tovornjake računalniškega hardvera in to se je grelo in treslo in tako naprej. Danes imaš to v žepu, bi rekel, kar so imeli takrat v tistih 3 tovornjakih robe, ne. In jaz mislim, da je res pomembno, da se zavedamo, ali kako bi rekel, da najdemo stik s tem, kar se dogaja, ne. Lahko tudi rečeš, tako kot eni pravijo, mene zanima politika, ne, ampak ko to rečeš, si povedal zelo politično stališče, ne, povedal si, da se ne greš, da prepuščaš vse drugim, ne. In tukaj, če hočemo vplivati na zadeve, ne smemo prepustiti vsega drugim, ne, moramo biti not, moramo biti informiran, moramo vedeti, kaj to prinaša in ko veš, kaj to prinaša, se lahko odločaš za izbire, ki jih je danes lepo poudaril tukaj gospod Andrijanič, ne. Se opravičujem, ker me prejle sem že mislil nekaj vprašati gospoda Uršiča, ne, ampak sem se potem zadržal. Bo pa še kdaj kakšna druga prilika. Vsekakor vam zagotavljam, da bom marsikaterega od teh, ki so danes tukaj nastopili, poiskal na bilateralen način, ker me vendar marsikaj zanima. In hvala lepa vsem, ki ste bili udeleženi pri tem, da smo lahko tole konferenco spravili skupaj. Hvala pisarni, hvala vsem, ki ste sodelovali. Hvala lepa evropskima poslancema, hvala lepa informacijski pisarni Evropskega parlamenta v Sloveniji, hvala lepa vsem gostom, ki ste bili na tem panelu, ki ste bili na prejšnjem panelu, pa naj bo nekako sporočilo tega panela ne biti na internetu prisotni samo na Facebooku, ampak tudi, ko bo treba odločati, pa bodite še takrat glasni in odločni. Hvala lepa, ker ste bili z nami. Nasvidenje.